Ob dnevu samostojnosti in enotnosti z izkupičkom niso zadovoljni. Najboljši je pirniški. Predsednik s stažem, dedek Mraz vse povsod. Izteka se jim 85. leto. Praznična dobrodelnost. Dragi prijatelji, v resnici pravzaprav nihče ne pozna pravega datuma Jezusovega rojstva. Strokovnjaki zadnje čase ugotavljajo, da morda celo leto ni povsem natančno izračunano. Zato se postavlja vprašanje, zakaj kristjani pravzaprav praznujemo Božič 25. decembra. Odgovor je preprost in nadvse sporočilen. Kot vemo, je 21. december, zimski solsticij, najkrajši dan v letu, nekakšno zmagoslavje noči, teme. Po tem dnevu se začnejo dnevi spet daljšati. Svetloba premaguje temo in luči je iz dneva v dan več. Že prastara ljudstva so to vedela in se te zmage svetlobe nad temo na poseben način veselila. Preobrat je pomenil prebujajoče se upanje na toplejše dni z več sonca in življenja. V tej simboliki so kristjani prepoznali zmago dobrega nad zlom. In zato ni čudno, da so v soncu, ki premaguje temo, videli Jezusa, ki s svojim prihodom med nas začenja povsem novo obdobje zgodovine. Obdobje svetlobe, miru, dobrote in ljubezni. Želim vam, dragi prijatelji, da bi vam božični prazniki res prinesli vsega tega. Da v prihajajočem Božjem sinu najdete mir, zadovoljstvo in srečo, predvsem pa upanje, da se bo tema, ki nas obdaja, prevesila v čudovit sončen dan. Blagoslovljene božične praznike vam želim. V letu, ki prihaja, pa zdravja, miru in osebnega zadovoljstva. Spoštovane občanke, spoštovani občani, zaključek leta je vedno tudi priložnost, da naredimo obračun za prehojeno pot. Tudi občina ni nobena izjema. A bolj kot v preteklost si želimo jasnega pogleda v prihodnost. Dokler stopamo v pravo smer, dolžina naših korakov pravzaprav ni pomembna. Vsak dan znova nas utrjuje v prepričanju, da se da z dobro voljo in pozitivno energijo marsikaj doseči. Seveda vse ne gre naenkrat. Pri mnogih projektih bomo mogoče manj uspešni, a še veliko več bo takšnih, ki bodo uspeli in v občino prinesli dobro voljo. V prihajajočih prazničnih dneh si vzemite čas za bližne, prijatelje in sosede. Nadoknadite marsikatero zamujeno priložnost, da ne bi skrhali medsebojnih odnosov. Kot skupnost lahko uspevamo le, če bomo povezani. Pri tem naj nam bo vodilo latinski rek: Hoc factis homini, quod cupis esse tibi. Oziroma, delaj drugim, kar želiš, da drugi delajo tebi. Verujočim želim blagoslovljen Božič, vsem ljudem dobrega srca pa globoko doživete praznike v krogu svojih najbližjih. Naj nam novo leto prinese še več povezanosti, prijateljstva in medsebojne solidarnosti. Srečno v leto 2015. Dober večer in lepo pozdravljeni tudi v imenu uredništva televizije Medvode. Oddajo nadaljujemo v prazničnem razpoloženju. 23. decembra leta 1990 smo Slovenci in Slovenke ter vsi, ki so živeli na območju naše države, izkazali najbrž najvišjo stopnjo enotnosti doslej. Na referendumu za samostojno in neodvisno državo Slovenijo se je namreč odločilo kar 88,2% vseh volilnih upravičencev oziroma prek 95% tistih, ki so prišli na volišča. V počastitev praznika Dneva samostojnosti in enotnosti je bila v Domu krajanov Pirniče že v ponedeljek osrednja občinska prireditev v organizaciji Javnega zavoda za kulturo in mladino ter Kulturnega društva Pirniče.
Slavnostni govornik na ponedeljkovi svečanosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bil župan občine Medvode Nejc Smole. Poudaril je, da tisti čas, ko smo se Slovenci odločili za pot, ko bomo sami odgovarjali za svoje dejanja in odločitve, ni bistveno drugačen od današnjega, vsaj v smislu samostojnosti in enotnosti ne. A o samostojnosti lahko govorimo le toliko časa, dokler so izpolnjeni nekateri pogoji. Dokler je država ali občina lahko neodvisna, dokler lahko sama ureja in izvaja vse vitalne funkcije. V tej luči je tako zanimiva in aktualna predvsem fiskalna neodvisnost, finančna samostojnost. Dokler lahko sami načrtujemo vsaj del naših prihodkov in samostojno razporejamo odhodke v skladu z odločitvami večine, toliko časa lahko govorimo o samostojnosti. Če pa se zgodi, da zaradi takšnih in drugačnih okoliščin finančno skupnost ni več samostojna, le stežka še govorimo o neodvisnosti. V teh kriznih časih je izpostavil predvsem potrebo po enotnosti in opozoril na njen pomen pri ohranjanju samostojnosti na vseh ravneh lokalne samouprave. Če želimo ohraniti prvo, torej samostojnost, je nujno potrebna tudi enotnost. In ne le enotnost v stvareh, ki prinašajo nove ugodnosti, boljše pogoje. V teh trenutkih enotnost ponavadi ni vprašanje. Večje vprašanje je, ali takrat sploh lahko govorimo o enotnosti. Mar ni odlika enotnosti ta, da se izkaže v trenutkih, ko je naš hedonizem omejen, ko je potrebno užitek zamenjati za nekaj bolj plemenitega? Pred poldrugim letom je občinski svet, torej še v prejšnji sestavi, sprejel pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Medvode in med drugim določil, da občina Medvode organizira proslave in druge svečanosti ob 3 državnih praznikih, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja, ob dnevu državnosti 25. junija in ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26. decembra. So se prejšnji občinski svetniki odločili, da na ta dan, ta praznik obeležijo z občinsko proslavo, so se odločili prav? Absolutno, glede na to, da je to pač državni praznik, je prav tako pomemben tudi za našo občino. Ste si iz današnjega govora slavnostnega kaj posebej vzeli k srcu? Da pot ne bo enostavna, vendar gremo naprej. Je Slovenija takšna, kot ste si mogoče zamišljali pred 24 leti, ko ste bili še rosno mladi? Ne, takrat si nisem zamišljala, kakšna bo Slovenija, sem pa že takrat tudi pri tem sodelovala. In veste, kakšno si želite danes? Absolutno takšno, da bomo ponosni na njo mi in pa naši otroci. Jaz mislim, da je pa vsem to tako pomemben praznik oziroma spomin na tako pomembno odločitev, da ga je pa treba obeležiti, lahko rečem, kar v vsaki občini. Kako vi osebno praznujete ta praznik oziroma ne moram vprašati, kako ste si vi predstavljali pred 24 leti tole državo, ampak danes ponosom rečete, da ste Slovenec? Ja, kljub marsikaterim pomislekom, kar ljudje govorijo o naši državi, jaz še vedno trdim, da je Slovenija lepa država in mislim, da smo vsi lahko ponosni na to, da živimo v Sloveniji in da smo Slovenci. In je prijazna tudi do mladine? Je prijazna, lahko bi bila pa tudi bolj prijazna, pa ne samo do mladine, tudi do starejših in tudi vseh vmes. Poleg občinskih svetnikov in odbornikov ter predstavnikov občinske uprave so bili povabljeni še gospodarstveniki, predstavniki lokalnih skupnosti, javnih zavodov, zvezi in društev. Ne morem vas vprašati, kakšno Slovenijo ste si zamišljali pred 24 leti, ampak je danes Slovenija takšna, kot ste si zamišljali oziroma kot si vi predstavljate, da mora biti? Ja, po eni strani ja, po drugi strani ne. Ja, bi rekla za naravo in kulturo, to sigurno, medtem ko nekatere stvari pa očitno škripajo. No. Je mladini naklonjena recimo? Ja, jaz bi rekla, da ja, ampak jo včasih ne znamo izkoristiti. Ali je doprinos mladine, mlajših, k tej samostojnosti in enotnosti dovolj velik? Mislim, da ja, mladi so pred 24 leti se trudili za te cilje in po mojem mnenju, da na mladih svet stoji. Ne? Je tale država prav kulturi in mladini naklonjena? To je v bistvu
Jaz bom odgovoril drugače, ne z ja, pa z ne. Mladina so naše sadike, kultura je pa v bistvu naš gnojilo za našo osebno rast. Vsak razvoj, naj se bo še toliko tehničen ali pa gospodarski, se običajno začne v ljudeh samih. In v bistvu te stvari zanemarjati oziroma ne dati dosti pozornosti pomeni, da smo tudi na gospodarskem in ostalih področjih zelo precej krhki, pa ne dovolj močni. Tokratna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v domu krajanov Pirniče je bila že druga zapored. Lansko leto je za program poskrbela naša televizija skupaj s številnimi mladimi kulturniki, letos pa Kulturno društvo Pirniče z recitatorjem Pavlom Ravnohribom, sopranistko Natašo Zupan ter glasbeniki, klarinetistom Andrejem Zupanom, pianistom Nejcem Lavrenčičem in cimbalistom Danijem Kolaričem. Vsi sami veste, da smo naš mladinsko delovanje razširili tudi na kulturno področje in zdaj prav to oboje naj bi mi v najboljši meri tudi predstavljali v lokalni skupnosti. Današnja proslava je bila le namenjena temu kulturnemu pečatu, tistemu trenutku, ki ga taka kultura pusti v nas samih, vsakmu osebno. Besede za tokratno priložnost je Pavle Ravnohrib dobil pri Ivanu Cankarju, Ivanu Minatiju, Francetu Prešernu in Francu Levstiku. Izključno slovenski in naš avtorji, ki po mojem ob tem dnevu in za tako prireditev so več izpovednikov, ker pa vsi mi drugi karkoli povemo. In mislim, da smo to rdečo nit vlekli pravzaprav od nastanka Slovenije, odnosno slovenske besede, pa do vstopa v Evropo. 23. decembra leta 1990 smo Slovenci in Slovenke ter vsi, ki so živeli na območju naše države, izkazali najvišjo stopnjo enotnosti doslej. Udeležba na referendumu je bila 93,2%. Za samostojno in neodvisno slovensko državo je glasovalo 88,2% vseh volilnih upravičencev oziroma prek 95% tistih, ki so prišli na volišča. Ste si vi takrat pred 24 leti predstavljali tudi Slovenijo, tako kot jo imamo danes? Ok, pa popolnoma drugačno, bolj toplo, bolj milo, bolj ustvarjalno, bolj gospodarno, predvsem pa veliko bolj slovensko, bolj našo, tisto, za katero so se naši predniki že za jezik venomer borili. Mi smo pa daleč od tega, tako čutno, kakor tudi drugače. In kje je šlo narobe oziroma je kakšen hiter recept, da se stvar spremeni? Stvar težko se bo spremenila. Ne bi rad zaradi Cankarja uporabil, ker ga tudi v samem programu nisem prav zaradi tega, da ne bi zašli v tisto njegovo znamenito hlapci za hlapce rojeni. Jutri na sam praznik pa se obeta tudi pohod z baklami v Pirničah in že tradicionalno 25. praznovanje na Svetem Jakobu. Koncept prireditve ostaja enak iz leta v leto. Začne se z mašo za domovino, tokrat jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Slavnostni govornik na prireditvi, ki sledi, pa bo dr. Dimitrij Rupel. Nadaljujemo pa z lokalno politiko. Na svoji redni letni konferenci so se minuli četrtek sestali člani občinskega odbora SDS Medvode. Dnevni red običajen za to priložnost, letna poročila in pogled naprej. Temeljna ugotovitev pa vendarle neuspeh tako na državnozborskih kot tudi na lokalnih volitvah. Kot je ob tej priložnosti v svojem poročilu predstavil letos pomladi novo izvoljeni predsednik občinskega odbora SDS Leon Marjasec, je prav zaradi neuspeha na lokalnih volitvah članom izvršilnega odbora že ponudil odstop, vendar ga ti niso sprejeli. Marjasec sicer ni uspel s kandidaturo za župana, uspel pa je svojo kandidaturo za člana občinskega sveta, v katerem bosta vrste SDS zastopala le še Saša Rožič in Roman Robas. Glede na volilni rezultat jim je
pripadlo tudi 9 mest v odborih in komisijah, 6 svetniških in 3 zunanji. 3 svetnikom se bodo v odborih pridružili še Primož Lučniškar, Jelka Časar in Stanislav Marn. Mitja Ljubelšek, ki je vodil tokratno letno konferenco, pa je bil izvoljen v nadzorni odbor občine Medvode. Mnenje, zakaj so doživeli neuspeh na letošnjih lokalnih volitvah, je bilo na tokratni letni konferenci precej deljeno. Na eni strani večina, ki neuspeh pripisuje predvsem siceršnjim razmeram v Sloveniji in dogajanjem okrog Janeza Janše, in na drugi strani predvsem 2, doslej precej aktivna člana stranke v Medvodah, Janez Knez in Srečo Rozman, ki sta krivdo pripisala predvsem slabemu vodenju občinskega odbora v zadnjih 2 mandatih. Očitno različno pa je tudi stališče članov do Saše Ciglerja, županskega kandidata na predzadnjih lokalnih volitvah in podžupana v zadnjem mandatu, ki je na tokratnih lokalnih volitvah kandidiral na listi druge politične stranke, Zelene koalicije, kar se, roko na srce, medvoškemu SDS-u ni zgodilo prvič. Mnenja pa spet deljena. Da je šlo za šikiniranje, je menila manjšina, večina pa, da se je izločil sam in da je prav zato prav, da so ga, tako kot to določa statut, črtali iz članstva. Že sicer so menili, predvsem nekdanja predsednica občinskega odbora Saša Rožič, da je s svojim ravnanjem na lokalnih volitvah naredil precejšno škodo, ki se odraža tudi na volilnem rezultatu. V torek so se že tretjič na seji sestali občinski svetniki v novi sestavi. Po 2 predvsem kadrovskih sejah je bila tokratna že bolj vsebinska. Med drugim so potrdili končno podobo trgovsko-poslovnega centra, ki naj bi v kratkem zrasel na območju nekdanjega Kolorja, in prometno ureditev v njegovi neposredni okolici. Nekaj nelagodja je sicer bilo predvsem zaradi velikega števila parkirišč, ker bi bila gradnja podzemnih garaž za investitorja prevelik finančni zalogaj. Pa je prevladalo stališče, da je vsak investitor danes dobrodošel. Več o podobi tega dela mesta pa v prihodnji informativni oddaji. Na Mestnem trgu pred knjižnico je potekalo prvo tekmovanje v kuhanju čaja in kuhanega vina. To je bil že 3. dogodek v sklopu Veselega decembra. Skupaj se je prijavilo 10 ekip krajevnih skupnosti, ekipa vaške skupnosti in ekipa občine Medvode. Tekmovalce so ocenjevali obiskovalci. V obeh kategorijah je zmagala ekipa krajevne skupnosti Pirniče. Glede na odziv tako tekmovalcev kot tudi velikega števila ocenjevalcev pa smo bili zmagovalci tokrat vsi. Prireditve Veseli december v Medvodah organizira Zavod za šport in turizem Medvode v sodelovanju s Turistično zvezo Medvode in Javnim zavodom za kulturo in mladino Medvode pod pokroviteljstvom občine Medvode. Se poklical župan, da bi se malo pogovarjali o tematiki Veselega decembra. Je prišla ideja tako spontana, če bi naredili eno tekmovanje. Tako je bilo v bistvu, gremo na kuhanca v Medvode, ne? Pa smo pa rekli, pa dajmo narediti eno tekmovanje o pripravi kuhanega vina in domačega čaja. No, zdaj pa vidite, takole ratali. Na tekmovanje se je prijavilo 11 krajevnih oziroma vaških skupnosti in ekipa občinske uprave. Žirija so obiskovalci prireditve. Prišli so se pri nas prijavili, dobili so 2 žetončka, kvadratnega in okroglega. Okrogli je za kuhano vino, kvadratni je za čaj. In vsak obiskovalec je lahko poskušal vino in čaj na vseh stojnicah, ampak glasovanje pa lahko samo enkrat. Tekmovanje se je pričelo, ko je vsaka ekipa prejela 5 litrov bele penele ali rdečega Cabernet Sauvignona, sladkor, kozarčke za pijačo in stojnico. Sami pa so vsi priskrbeli kuhalnike, domači čaj in začimbne dodatke za kuhano vino. Na stojnici občinske uprave so ponujali zanimivo javno dobro vino. To je pa skrivni recept, ki ga ne smemo izdati, ker če ne, to ne bi bilo več zanimivo. Pa vseeno osnovne sestavine? Osnovne sestavine so klinčki, cimet, pomaranče, limone, pa seveda sladkor, pa vino, pa nekaj vode zraven, to je to. Uri in pol so organizatorji med obiskovalce razdelili kar 400 žetonov za vino in prav toliko za čaj. Katero pijačo degustirate? Trenutno belo kuhano vino. Katera je krajevna skupnost pa vas je do zdaj najbolj navdušila? Ja, ker je tole prvo, imam namen še poskusiti ostale, pa se bom pa odločil, zato ga pa imam zelo malo v kozarčku. Koliko napitkov ste pa že preizkusil? Ja, ne vem, cirka polovico.
Kateri pa so vaši favoriti do sedaj? Drugače tam le vaše Goričane imajo zelo dobrega, ne. Zbile tudi ni slab. Govorimo o kuhanem vinu, ne. Čaj pa zdaj probavam, no. Kakšen pa je okus Aljaževega vina? Izvrstno, tako aromatično, toplo, medeno in krajevna skupnost Pirniče je najboljša. In res je zmagal pirniški Aljažev kuhanček in prav tako njihov čaj. Za nagrado so prijeli 10 litrov rdečega vina in čajnik. Recept tega vina je skrita skrivnost Pirničanov, tako da vam zelo težko zaupamo vse potankosti. Vsebina je vino, voda, malenkost sladkorja in to je to. V čem pa mislite, da ste razlikujete od ostalih tekmovalcev? Razlika je v skrivnosti dobrih ljudi in teh je v Pirničih kar nekaj. Krajevna skupnost Preska Žlebe je v obeh kategorijah dosegla drugo mesto. Čaj Marješke Pehte je bil osvežilen z dodatkom bezgovega sirupa. Ta čaj prihaja iz žlebov, iz neokrnjene narave, iz naših travnikov. Če se sprehodite spomladi in celo poletje na jesen, lahko nabirate te čajčke, tako kot jih jaz. Na stojnici občine Medvode je bil nekaj posebnega županov čaj, ki je po oceni obiskovalcev dosegel 3. mesto. Županov čaj je zelo dober, trave oziroma sestavine za čaj je nabiral sam, tako da izvolite, probite pa ocenite in prineste žetonček. 3. mesto najkuhanega vina je dosegla ekipa krajevne skupnosti Zbilje. Krajevna skupnost Sora pa je recept za kuhano vino poiskala v svojih prepoznavnih koreninah. Kuhano vino in pa čaj krajevne skupnosti Sora je pravzaprav odsev tradicije. Recept je seveda skrivnost, vedeti morate, da je v naših krajih služboval Valentin Vodnik in seveda od njegovih kuharskih bukov iz leta 1884 izvira receptura. Posamezne ekipe so bile tudi stilsko usklajene in prepoznavne. Ekipa krajevne skupnosti Trnovec je nosila predpasnike z napisom V vinu je resnica. Ta ideja ima več pomenov, lahko je za policaje, kaj navarna, lahko pa je tudi dobremu pomenu, da se ljudje razveselijo tukaj. In upam, da bilo večkrat takole, da se bi kaj danes. Ustavili smo se tudi na stojnici najvišje ležeče krajevne skupnosti občine Medvode. Čaj je samo strav gor iz Katarine, žena je nabirala. To je to. Kaj pa vino? Vino smo dali pa zraven ingver, palčke, žbice pa pomarančo. Praznični vrvež preizkušanja kuhanega vina in čaja je popestrila glasba dveh ansamblov, Taktik in Marcela In. Še ostajamo pri lokalnih skupnostih. V zadnjih 3 oddajah smo predstavili nove svete 3 krajevnih skupnosti, predvsem tiste pomlajene. Tokrat pa bomo nekaj minut namenili predsedniku s precej daljšim stažem in posledično s precej več izkušnjami. Branetu Fišerju je krajevna skupnost Medvode Center zaupala že 3. zaporedni mandat. Brane Fišer, 52-letni elektrotehnik, oče 2 odraslih sinov, športnik po duši in predsednik Balinarskega športnega društva Medvode, je član sveta krajevne skupnosti Medvode Center že 6. mandat. 3. zaporedni tudi njegov predsednik. Zato, ker je delo v krajevni skupnosti izziv, lahko pomagamo krajanom, jim omogočimo tudi malo lepše življenje. V preteklih mandatih so prizadevni člani krajevne skupnosti skupaj dosegli marsikaj. Asfaltirali večino cest, z donacijami sponzorjev postavili otroško igrišče na Medvoški cesti, uredili klančine za invalide in novo avtobusno postajališče ob nogometnem igrišču, tlakovali končno postajališče ter ga opremili sanitarijami in sklopcami. Vsega nikoli ne moreš uresničiti. Smo pa naredili marsikaj s tem, da smo za invalide naredili klančine, urejamo krožišče, otroško igrišče smo uredili, pa še marsikaj bi se najdel, samo da vsega se ne more spomniti.
Kot predsedniku in operativnemu članu sveta so mu v najlepšem spominu ostali začetki ustanavljanja krajevne skupnosti. Nepozabna je bila postavitev zapore na Klancu oziroma na izredno nevarnem odseku Gorenjske ceste, kjer danes stoji rondo. Gospodarno ravnanje in dobro poznavanje kraja sta se očitno izkazali za odliki dobrega predsedovanja. Poznavanje okolja je sigurno, drugače pa jaz mislim, da bi mogli to krajani povedati, kaj je dobro, pa mogoče dajte tudi kaj pokritizirati. Brane pisarniškemu delu v krajevni skupnosti namenil v povprečju 3 do 4 dni na mesec. Čas operativnega dela na terenu, kot je urejanje rondojev, adaptacije cest, urejanje spomenika padlih talcev v gramozni jami, pločnikov in stez je še neprimerno daljši. Naše sodelovanje z občino je bilo in v prejšnjem mandatu, oziroma odkar sem jaz v krajevni skupnosti, in tudi upam, da bo v zdajšnjem mandatu dobro. Dobro sodelovanje med sokrajani v centralnem delu občine se je znova potrdilo ob nedavnih poplavah. Nekaj problemov je bilo, predvsem tukaj dol, kjer so športna igrišča, je poplavilo, vendar to so več ali manj športniki sami sanirali in uredili nazaj, da je približno v takem stanju, kot je bilo. Odgovornost za skupno dobro bo njegova glavna gonilna sila tudi v bodoče. V tem mandatu imamo kar nekaj ciljev, še naprej bomo tlakovali potke, kot smo izdelali tam, kjer ljudje največ hodijo, ker so že po zelenicah uhojene poti, da ne bojo hodili po blatu, to bomo naprej urejali. Potem urejali bomo kraj, imamo komunalnega delavca, ki nam pomaga, čistilna akcija je vsakoletna, vzdrževali bomo otroške igrišče, krajevno-skupniške ceste, bomo pač, kjer so luknje, ki bomo probali zakrpati in take stvari. Ureditev mirujočega prometa, zlasti med bloki, je prioritetna naloga novega mandata sveta krajevne skupnosti Medvode Center. Največ pozornosti bodo namenili najbolj pereči oziroma najbolj zaprakirani ozki Kržišnikovi ulici ter enako problematičnima Višnarjevi in ulici k Studencu. Še ostajamo v središču Medvod. Že v petek zvečer je na mestni trg pred knjižnico prišel med otroke težko pričakovani dedek Mraz. Glede na toplo zimo brez snega se je pripeljal na zapravljivčku z iskrimi lipicanci. Predtem smo si lahko ogledali predstavo igralke Lidije Sušnik s prijatelji Pastir in izgubljena ovčica. Drugi večer veselega decembra se je zaključil s koncertom Andreje Sonc in Sergeja Škofljanca. December je čas, ko pridejo k otrokom na obisk 3 dobri možje. Med zadnjimi pride na obisk dedek Mraz. Na mestni trg pred knjižnico ga je prišlo pričakati lepo število obiskovalcev, predvsem staršev in starih staršev z majhnimi otroki. Kdo pa ti prinese darila? Božiček, dedek Mraz ali Miklavž? Božiček in dedek Mraz. Pa si že kaj dobil? On bo iskal od Miklavža in dedka Mraza sem dobil 3 špeke. Kaj vam pomeni, da takole pride dedek Mraz v Medvode s predstavo? Ja, lušten za otroke, pa sploh, no sicer, jaz sem že malo večja, ne, ampak Nina je še tam malo šla še z menoj. Ja, lepo je. Prireditev se je pričela s predstavo Pastir in izgubljena ovčica, ki jo je pripravila domačinka Lidija Sušnik s še 3 prijatelji, Sašom, Pijo in Sandro. Ja, izhajali smo iz prilike o izgubljeni ovci. To je bila ideja in od tega naprej smo vse sami naredili. To se pravi od dramskega besedila do glasbe, do igre, režije, scene, rekvizitov, kostumov. Popolnoma vse smo sami naredili. No. Ideja je zaživela že lani, projekt pa so začeli resneje uresničevati od letošnjega poletja naprej. Poleg prirejene dramske igrice so izdali tudi slikanico. Projekt je sofinancirala občina Medvode. Ovčica se izgubi in pastir jo gre iskati. Hoteli smo nekako izpostaviti nevarnosti tega sveta, tega blišča v vsem materializmu, v vsem tem, ki nas peha v nek individualizem. Hoteli smo nekako izpostaviti prijateljstvo, te vrednote, kot so ljubezen, družina, sočutje, da si pač med seboj pomagamo.
Dedek Mraz je nagovoril zbrane obiskovalce. Povprašali smo ga, če so bili medvoški otroci letos kaj pridni. Kolikor se jih je zbralo in vsi so rekli, da so bili zelo pridni. Čeprav so mi srnice povedale skrivnost, da kdaj pa kdaj niso brali knjigic, nekateri kdaj pa kdaj niso imeli zobkov, tega danes ne bomo oštevali. Drugače so bili pa zelo pridni. Katera darila pa si imel v košu? Danes so si zaželeli čokolado presenečenja. Sicer sem imel pripravljene tudi pomaranče in mandarine, vendar te bodo še dobili doma pod smrečico z ostalimi darili. Še preden je za leto dni odšel na dolgo pot na sever, je predal sporočilo za vse nas. Vsem skupaj sem prišel voščiti veliko sreče, zdravja, zadovoljstva in obilo uspehov v novem prihajajočem letu. Da bodo zdravi in veseli in se lepo imeli, da se ne bodo razburjali, prepirali, ampak da bodo živeli vsem dobrem. Petkov večer se je zaključil v soju okrašenih lučk dreves na mestnem trgu pred knjižnico s koncertom dveh glasbenikov, pevke Andreje Sonc in kitarista Sergeja Škofljanca. Dedek Mraz pa se v naši občini kar precej zadržuje. Dan pozneje, torej v soboto, se je ustavil tudi v športni dvorani Medvode. Ponovno se je odzval povabilo socialnih demokratov, ki so na veselo druženje povabili prav vse otroke in njihove domače iz celotne občine Medvode. Socialni demokrati so tudi letos organizirali veselo sobotno popoldne ob zaključku koledarskega leta. Vabljeni so bili vsi otroci iz občine Medvode, da pridejo in se poveselijo. Danes smo se zbrali tukaj, zakaj? Ja, danes smo se zbrali zato, ker že 3. leto organiziramo ta obisk dedka Mraza, da mu razveselim malo otroke Medvod pa tako. Z razlogom, ideja je bila ta, da nekaj časa dedka Mraza sploh ni bilo, razen če ga organiziralo neko podjetje, ki je organiziralo sam za svoje zaposlene, za njihove otroke. Mi smo organiziramo dedka Mraza za vse otroke Medvod in vsak let jih je več in več. Letos smo podelili več kot 120 daril. Sami ste videli, da je bila dvorana čisto polna in takole bomo nadaljevali, dokler nam bo sponzor takole naklonjen, kot je do zdaj. Druženje so s plesno točko popestrile mlade plesalke plesne šole Urška, oder treh herojev Kuda Pirniče pa s pravljico o Mezinčku v režiji Petra Militarova. Gre za gledališko lutkovno predstavo, v kateri se prepleta živa igra z igro lutk. V njej nastopata dva igralca, ki se po potrebi s skromnimi dodatki spreminjata iz pripovedovalca v igralca. Ja, dedek Mraz nas je povabil, ker je rekel, da če samo on pride, da je bo suhoparno pa ne toliko zanimivo, nas je povabil in mi smo se njegovu povabilo odzvali in smo prišli z igrico o Mezinčku. Tako in mislim, da smo popestrili dogajanje otrokom v decembrskem času. Mogoče sporočilo pravljice Mezinček je? Ja, da se dobro z dobrim vrača. Kasneje pa jih je z obiskom in darili razveselil kar sam dedek Mraz. Se bomo trudili, da bo to postala tradicija, da bodo otroci vedeli zadnja sobota pred Božičem, dedek Mraz v športni dvorani Medvode. Otroci pa, tako kot so organizatorji že vajeni, navdušeni nad druženjem in darili ter pripravljeni priznati, kako pridni so bili čez leto. Dovolj pridna, da si tudi ti dobila darila od dedka Mraza? Ne toliko, ampak sem ga dobila. Kaj pa moraš delati, da si dovolj priden, da lahko sploh dobiš darila? Pomagati mamici pa malo posplavljati za sabo. Kaj je bilo pa mogoče tisto, kar nisi tako dobro naredila? Nisem tako dobro posplavljala, pa nisem pomagala mamici. Kaj boš pa do naslednjega leta spremenila? Bom pomagala mamici pa posplavljala. No, si letos ti tudi dobil kaj od dedka Mraza? Ja. Kaj si pa dobil? Sestavljanke, pa barvice, pa domine, pa pobaranke. Zakaj pa ti misliš, da si ti to dobil? Tije, ki sem bil priden. Kaj pa to pomeni, da si bil priden? Da sem ubogel starše, pa da nisem nobenega tipu. In kaj bi bilo pa, če ne bi bil priden in bi vse to, kar ne bi smel delo? Ne bi dobil darila. A bi te tudi kakšno palco dobil mogoče? Ja, palco za porad. Si zelo pridna? Ja. Kaj pa to pomeni, da si bila pridna, kaj si pa delala to leto, da si zaslužila darila od dedka Mraza? Sem obogala oče in mamico. Kaj bi pa bilo, če ne bi dovolj obogala? Pa ne bi dobila.
V nedeljo pa je dedek Mraz prišel tudi na Senico. Pred dom krajanov se je pripeljal za pravljučkom. Sledila je otroška predstava in dedkovo obdarovanje najmlajših. Po predstavi pa je sledil še božično-novoletni sejem drobnih darilc, ki so jih otroci izdelali na ustvarjalnih delavnicah. Ob tej priložnosti so bili na slovesno pogostitev in druženje v dom krajanov povabljeni tudi starejši krajani Senice. Kratek kulturni program se je pričel z glasbenimi točkami, na kar je sledila kratka gledališka predstava. Na društvu Franca Leški Finžgar Senica smo z otroško igralsko skupino pripravili igrico Didal Didal Daja, Dedek Mraz prihaja, ki jo je zapisala Jana Milčinski, zagrali pa so jo člani otroške igralske skupine, torej Medved, Volk, Veverička, Zajček in Miška. Dedek Mraz pride le med pridne otroke in tiste, ki ga po kratkem kulturnem programu tudi pokličejo. Dedek Mraz pa je posebno vesel otrok, ki mu zapojejo kratko pesmico. Siva kušma, bela blada, topel košu, žvalhan koš. Joži plišo, je ned nas, stali dobli, dedek naš. Joži plišo, je ned naš, stali dobli, dedek naš. Ali si prvič videla dedka Mraza? Ja. A ti je bil všeč? Ja. So bili otroci na Senici kaj pridni letošnje leto? Ja, seniški otroci so bili zelo pridni. Sicer nekateri tako, veste, malo manj, ampak zelo pridni. S katerimi darili ste jih pa obdarili? Obdarili smo jih pa z nekaj za posladkati in nekaj praktičnih daril, tako da lahko to uporabljajo. Ni veliko, čas recesije se nam vsem pozna. Kaj pa ti je dedek Mraz prinesel? Pa si upaš pogledati to rdečo vrečko? Kamione, pa robčke, album, čokolade, štambilko, pa biškote, pa to je to. Pa še te, ne vem. Pa si bil kaj priden? Ja. Na stojnicah božično-novoletnega sejma so otroci ponujali lična in domiselna darilca, in sicer vse od voščilnic, obeskov za jelko pa do svečnikov iz breze. Darila za dedka Mraza smo pripravili skupaj s krajevno skupnostjo Senica. Božični sejem smo pa pripravili v okviru ustvarjalnih delavnic skozi vrata domišljije, ki jih imamo vsak četrtek za seniške otroke, kjer ustvarjamo. In danes so te izdelke pokazali oziroma pripravili tudi nekaj dobrot, darilc, voščilnic, ki si jih lahko potem tudi ljudje oziroma obiskovalci kupijo. Krajevna skupnost Senica v prazničnem decembru ni pozabila na najmlajše, pa tudi na najstarejše krajane Senice. V tem prazničnem decembru tako kot vsako leto pripravljamo dogodke za otroke krajevne skupnosti Senica in za starejše občane. S tem, da smo letos prvič pripravili tako, da ne bomo več nosili po domovih darila, ampak so povabljeni starejši občani v krajevno skupnost Senica, pripravili smo jim program, pripravili smo pogostitev in jaz mislim, da ta druženje in to, da si ljudje med sabo kaj povejo, da je to več vredno, kot pa tisto darilo, ko jim prinesemo na dom. Kaj vam pomeni to srečanje pa novoletno druženje krajanov v prostorih krajevne skupnosti? To je lepo, da so nas povabili pa počastili, ko smo stari, da se sploh še spomnijo na stare ljudi. Preden pa je dedek Mraz odpotoval za eno leto, je otrokom še nekaj malega naročil. Mali in veliki otroci naj bodo še naprej tako pridni, hodijo v šolo, nabirajo znanje, za kasnejše dni, da jim bo to prav prišlo v življenju. Rotary klub Medvode je letos že 13 zapored v tem prazničnem času obdaroval učence in učitelje podružnične osnovne šole Topol.
Letos je šola postala bogatejša za orodje, ki ga bodo uporabljali pri tehničnem pouku. Tako kot obdarujejo dobri možje, že vrsto let obdaruje tudi Rotary klub Medvode. V tem prazničnem decembru so v petek v dopoldanskih urah obiskali podružnično osnovno šolo Topol in, tako kot že 13 let po vrsti, obdarovali tamkajšnje učence in učitelje. Člani Rotary kluba so nas obiskali na naše povabilo, da se jim pač zahvalimo za vsa darila iz preteklih let, kajti v letošnjem letu so že 5 učencev peljali na jadranje, letos pa nam bodo zopet prinesli orodje za tehniko in tehnologijo, ker je v bistvu to nek nadstandard za našo šolo in bi radi s tem, ko smo jih povabili, izrazili zahvalo. Šola si sama težko privošči tovrstne pripomočke, Rotary klub tako učencem in učiteljem olajša delo in učenje. Rotary klub je nekaj učencev poleti že odpeljal na jadranje, tradicija obdarovanja pa se tudi v prazničnem času nadaljuje. No, mi smo vsako leto probamo čim več z našimi močmi pomagati šoli, tako da nič novega, vztrajali bomo naprej, dokler bo vztrajal klub in to mislim, da za večno. V preteklih letih so rotarijanci šoli že podarili računalniško opremo, glasbene inštrumente, didaktične pripomočke in še veliko drugih stvari, ki so pripomogli k lajšemu in bolj zabavnemu načinu učenja in poučevanja. Ja, pravzaprav eno tesno sodelovanje z medvoškim klubom rotarijancev. Dolgo vrsto let že sodelujemo z njimi, so naši dobrotniki, za kar se jim v tej priložnosti seveda iskreno zahvaljujemo. Prisluhnejo vsako leto, konec leta, takrat, ko darujejo dobri možje, tisto, kar pravzaprav na naši podružnični šoli na Topolu potrebujemo. Letos je to orodje za tehniko, ker smo ugotovili, da to seveda na šoli primanjkuje. Želeli bi nekoliko več, da otroci, učenci naše šole tudi delajo, ustvarjajo in to je to. Zgodba se zaključuje s koncem leta in veseli smo, da je tako. Šola se je Rotary klubu zahvalila s predpremiero gledališke predstave Mojca Pokraculja, ki je bila obogatena z bogatimi kostumi, pesmijo, glasbo in dobrimi igralci. Prostovoljci osnovne šole Preska so za zaključek prostovoljskih akcij v tem koledarskem letu v sodelovanju z devetošolci in javnim zavodom za kulturo in mladino Medvode v klubu Jedro organizirali božično-novoletni sejem. Gre za nadaljevanje skupnega sodelovanja pri organizaciji šolskih plesov in delavnic ter želje, da čim več osnovnošolcev privabijo v Jedro. Izziv je bil, kako jih zmotivirati, kaj narediti, da bojo začeli hoditi, da bojo izkoristili vse to, kar pač jim Jedro nudi. In tako je prišlo do tega, da smo začeli razglabljati, a bi imeli kakšno debato, a bi imeli kaj drugega. Lansko leto smo pa naredili eno okroglo mizo, oziroma lansko šolsko leto okroglo mizo, skupnostno načrtovanje pobud. In iz tega se je tudi razvila obnova našega šolskega igrišča in že tam smo videli, da lahko zelo dobro sodelujemo. Pripravili so prodajne stojnice z izdelki učencev in zabavni program, v okviru katerega so prikazali kratek film, ki so ga preški učenci posneli skupaj z zavodom. Na odru so se predstavili talenti in vsak, ki si je zaželel, se je lahko preizkusil v karaokah in delavnicah. V bistvu smo vam prišli pokazati, da se veliko da narediti, da ni treba sam jamrati. In imamo eno tako skupino prostovoljcev, večinoma deklet, fante še iščemo. In smo prišli do tega, kaj pa če še malo devetošolce vklopili. Devetošolci pa nekako padejo v tako fazo, da se jim malo manj da. In seveda, pa dajmo jim narediti, dajmo jim pomagati, dajmo skupaj narediti sejem. In seveda devetošolci so bili za. In to je nastalo zdaj skupaj. In rekli smo še, pa gremo ven, ne bomo na šoli, gremo v nek drug prostor in s tem tudi pokažemo, da lahko sodelujemo s skupnostjo. Celoten dogodek so organizirali in izvedli mladi sami pod vodstvom mentorice prostovoljcev Romane Frankovič. Odločila sem se zato, ker mi je všeč nekomu pomagati, pa se družiti s temi ljudmi, ki imajo podobnega mnenja kot jaz. Ful mi je všeč, ker je veliko dogodkov, pa tako, ker lahko veliko sami naredimo, ker ni toliko učitelji, pa nas omejujejo.
Posebno vlogo so namenili tudi staršem, ki so ponosni na svoje prostovoljce oziroma prostovoljke. Kako vam je danes tale dogodek, vam bo ostal v spominu? Zelo mi bo ostal v spominu, zato ker hčerka je v prostovoljnem društvu in se zelo tega veselim, da je še nekaj prostovoljnega. Se dogajajo stvari, rada pomaga, res vesela sem. Mogoče kaj vas je pa danes tukaj, ker ste bili najbolj navdušeni, kar so oni skupaj že naredili? Veliko stvari so naredili, razne okraske, pekli so, pomagali v šoli. Devetošolci bodo svoj del zbranega denarja porabili za organizacijo valete, prostovoljci pa za nadaljne akcije, kot je bila na primer obnova šolskega igrišča in ostale pobude, ki bodo prišle tekom šolskega leta, za katerega pa želja ne manjka. Da bi bilo prostovoljcev čim več. Predvsem tudi, da bi bilo prostovoljcev staršev čim več. In seveda tudi učiteljev in učiteljic. To se pravi, da bi bilo čim večja udeležba na prostovoljskih akcijah, čim več pobud, ki pridejo od ljudi, ne da se mi vse spomnimo, ampak tisto, kar dejansko ljudje okrog nas potrebujejo. Pri sodelovanju z jedrom pa seveda naprej, nadaljevanje začetega sodelovanja, kar se tiče snemanja filmov, nadaljevanja pa predvsem v tem smislu spodbuditi otroke drugih medvoških šol, da pridejo sem. V nedeljo je v športni dvorani Medvode potekal že tradicionalni novoletni koncert Godbe Medvode. Godba Medvode je v tem letu praznovala čestitljivo obletnico 85-letnico svojega obstoja. Predstavili so se z letošnjimi skladbami zelo različnega žanra. Ob tako visoki obletnici so zaslužni godbeniki prejeli Galusove plakete za glasbeno udejstvovanje na področju ljubiteljske dejavnosti. Gostovala je vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja. Program pa sta s humornimi vložki popestrila igralca medvoškega Kuda Fofite. Godba Medvode je v tem letu praznovala 85-letnico svojega obstoja. Slavnostno leto na tako smo obeležili z nekaterimi tradicionalnimi prireditvami, kot je bilo srečanje god, prvomajska budnica, velikonočne procesije, komemoracije in pa seveda današnji tradicionalni novoletni koncert. Koncert se je pričel z umetelnim prihodom glasbenikov na oder v ritmu skladbe Smoke on the Water, ki smo jo kasneje tudi slišali. Na že tradicionalnem novoletnem koncertu so zaigrali jagodni izbor skladb letošnjega leta. Za glasbeno usklajen in uigran nastop je po besedah dirigenta vloženo približno 500 ur vaj orkestra. Današnji repertoar upam, da je bil pester. Bil je mogoče netipičen za ta novoletni čas, ker v bistvu nismo imeli nobene take skladbice razen v samem programu, razen v dodatkih. Bil je sestavljen iz nekaj koračnic, večino je zavzemala filmska glasba in pa imeli smo tudi skladbo, ki je pisana za pihalne orkestre in pa en venček ljudskih. Javni sklad za kulturne dejavnosti območne enote Ljubljana z okolico je zaslužnim godbenikom podelil Galusove plakete za glasbeno udejstvovanje na področju ljubiteljske dejavnosti. Tako so podelili 8 bronastih priznanj za 5 let delovanja, 6 srebrnih za 10 let delovanja ter 6 zlatih za 20 let delovanja. Častno Galusovo priznanje za 30 let delovanja v godbi Medvode je prejel Tomaž Logonder, Medvoščan, ki pa zadnja leta prebiva v Ljubljani. V orkestru že od vsega začetka igra pozavno. Praktično vedno samo pri godbi Medvode, že od mladih nog. Iz glasbene šole sem se priključil in potem vztrajal med času študija in potem med svojim delovnim za sprostitev in za prijetno preživljanje prostega časa. Rok Jamnik iz Senice je prejel zlato Galusovo priznanje za 20 let delovanja. Godba Medvode, v kateri igra ves čas tolkala, je poleg glasbenega udejstvovanja tudi v drugih ansamblih zanj stalnica. Mislim, da sem že kar čez 20 let pri godbi,
Meni to osebno je pač kot neka potrditev tiste dobre volje, ki jo v bistvu vnašamo sem noter, v glavnem to. Dobitnika srebrnega priznanja sta bila med drugim tudi dirigent in predsednica godbe. Godbo Medvode sestavljajo pihala, trobila in tolkala. V 85-letni zgodovini medvoške godbe se je v njej zvrstilo lepo število glasbenikov. Vsem njim so namenili zahvalo in glasen aplavz. Koliko članov pa šteje trenutno vaša godba? Točne številke iz glave ne vem, ampak bi rekla tam nekje med 40 in 45 članov, potem pa nam včasih na koncerte prijo pomagati še kakšni drugi naši prijatelji, glasbeniki, včasih dozboli, tako da številka se giblje tekom leta in tekom sezone. V letošnjem letu se je medvoškim godbenikom pridružilo 7 mladih članov, ki so iz rok predsednice godbe v znak dobrodošlice prijeli simbolično darilo. Za godbo me je navdušil moj oče, ki je že igral pri godbi. Pa ne vem, takole sem šel na koncert, pa filmsko glasbo, pa to je mi bilo super že za poslušati, zaigrati pa sploh film. Zadnja skladba uradnega koncertnega sporeda je bila Slovenski venček, ki je združeval nekaj najbolj znanih napevov narodno-zabavnih pesmi skupaj z vokalnim petjem gostujočega ansambla Cantate Domino. V podaljšku pa še 2 pesmi, ki sta v božičnem času pogosto slišani, in sicer Sveta noč in Radetski marš Johana Štrausa starejšega. Veseli december je čas, ko širše odpremo srca drobnim pozornostim in svojim bližnjim. Je čas obdarovanj in čas pozornosti, tudi dobrodelnosti. Slednje minulo soboto na atletskem stadionu Policijske akademije v Tacnu prav gotovo ni manjkalo. Štel je prav vsak krog, na koncu so jih tekači skupaj pretekli kar 1200. Če si zdravih nog odteci vsaj en krog, se je glasila spodbuda članic tekaške skupine Cekinčice in zelo resno jo je vzelo kar 200 tekačev. Ljudje vidijo, da gre res za dobro delo in so se odzvali. Smo tudi kar veliko naredili na tem, na promociji in sam, da speljemo do konca in bo super, res. Pravzaprav je to ene vrste team building za naše Cekinčice, ki so se odzvale na raznih, tudi tiste, ki ni mogle priti, so pa piškote spekle, pa v glavnem brez njih tole ne bi bilo niti približno tako, kot je to vse skupaj izpade. Organizacija je na raznih področjih, pripravili smo marsikaj, ki sam absolutno to ne bi šlo. Smela pričakovanja triatlonca Andreja Bivica in njegovih Cekinčic so se več kot le uresničila. Soncem obsijano sobotno dopoldne je le še dodatno pripomoglo k odličnemu vzdušju pod Šmarno goro, kjer je teklo mlado in manj mlado, skupnim ciljem v teh prazničnih dneh vsaj malo olajšati stisko svoje sotekačice. Jaz sem presrečna, odziv je bil fenomenalen, ljudje so prišli res dobre volje z namenom, da pomagajo. Tako da jaz osebno nimam besed, da so še vedno toliko pripravljeni ljudje pridati, pomagati, tako da res, jaz sem presrečna danes. Helena je mama 12-letnega Nika, ki je ob rojstvu utrpel hujše možganske poškodbe. Posledica le-teh je motorični in umski zaostanek, ki ga spremlja huda epilepsija, zaradi česar Nik ne more samostojno sedeti, hoditi in govoriti. Prav njemu je bil posvečen Cekinčkov dobrodelni tek. Pa tudi Cekinčice ste znova dokazali, da znate stopiti skupaj, da ste pravzaprav kot eno si deliti tako dobro kot malo manj dobro. Ja. Res je, Cekinčice so zlate, tako kot je pač nas Cekinček Andrej zlat, da je to vse spravil skupaj, dal pobudo in pa potem vse naše punce, ki so se odzvale v takem številu in da so pripravile današnji dogodek res, da je tak, kakor je, sprav fenomenalen. Za dober namen je tekaški superge obul tudi Nikov dedek. Danes sem odtekel en krog, pa se bom malo odpočil, ker pri mojih 81 letih je treba imeti malo počitka, potem bo pa spet nadaljevala. No, prav lepo je gledati tako poln štadion, vsi tečejo pravzaprav z enim samim namenom pomagati, to je dobrodelni tek.
Kaj vi pravite o tem? Jaz sem zelo presenečen. Nisem pa presenečen oziroma na to, da je to nekako športna prireditev in kot stari športnik vem, da je v športu vedno solidarnost, da so vedno ljudje, ki hočejo pomagati drug drugemu. Dobrodelni tek za Nika je postregel tudi svojevrstnim rekordom. Eden od tekačev se je odločil na stadionu odteči celotno maratonsko razdaljo, kar pomeni 106 400-metrskih krogov. Svoj namen je Ambrož Jakob tudi uresničil. Odteč maraton sam je zahteven. Ga odteč na stadionu je pa verjetno še toliko težji, ker res je, to je 106 krogov. Sem prej pretekel par krogcev z njim in je že problem šteta. Zato pa je bilo rumeno odetim organizatorjem v veliko veselje štetje tekaških udeležencev. 200 tekačev je skupaj preteklo 1200 krogov oziroma neverjetnih 480 km, kar pomeni, da je bil izkupiček dobrodelnega teka vsaj 1200 evrov. Na tekmi v Davosu si je smučarska tekačica Laja Einfalt pritekla prve točke svetovnega pokala. Na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki je 20-letna Zbiljka osvojila odlično 20. mesto. Ana Marija Lampič pa je zmagala na celinskem pokalu v Hochfilznu. V kategoriji mladink v 20 je na 10 km v prosti tehniki za 5,6 sekunde ugnala drugo uvrščeno Švicarko. Na turnirju U19 so odlično nastopili člani badminton kluba Medvode. Miha Ivanič je zmagal med posamezniki, Martin Cerkovnik je bil drugi, Rok Jerčinovič četrti. Med dekleti si je najvišje mesto priigrala Petra Polanc, ki je bila 5. V 9. krogu 3. slovenske košarkarske lige Zahod je članska vrsta košarkarskega kluba Medvode zabeležila novo zmago. Varovanci trenerja Andreja Božiča so tokrat premagali ekipo Globus in sicer z 51-62. Praznična črna kronika, ki so nam jo medvoški policisti poslali že včeraj, ni dolga. Obravnavali so namreč le 4 kazniva dejanja. V Medvodah je nekdo spraskal lak na avtomobilu, v Rakovniku in v Pirničah so kradli bakrene žlebove, na Topolu pa je nekdo poškodoval tujo stvar. Kljub praznikom ali pa še posebej zato, pa vas policisti še posebej opozarjajo, da s svojim zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic uporabe pirotehničnih izdelkov. V času praznikov bodo praznovali tudi vsi nepridipravi, seveda na račun vseh tistih, ki boste šli praznovati drugam, doma pa pustili vrednejše predmete. Tako da poskrbite za vse samozaščitne ukrepe, ne pozabite zakleniti za sabo in vrednejše stvari shranjujte na varnih mestih. Če opazite, da se v okolici potikajo osebe, ki bi utegnile izvršiti kakšno kaznivo dejanje, pa ne odlašajte s klicem na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 200. Tudi pišete jim lahko na elektronsko pošto pp.medvode.pulj@policija.si. Medvoški policisti voščijo vsem občanom mirne in varne božične praznike ter varnosti polno leto 2015. Lepe praznike še naprej želimo. Da bo praznično razpoloženje še bolj veselo, vam v času praznikov do 5. januarja podarjamo EVJ digitalni razširjeni paket v brezplačni ogled. Prihodnjo sredo vabljeni k ogledu plesno obarvane športne oddaje. V četrtek izjemoma namesto informativne oddaje posnetek novoletnega koncerta Medvoške godbe. V informativni oddaji pa nasvidenje že globoko v novem letu 2015. Srečno!